Začela sem pred 10 leti. V bistvu res, če gledamo te mlajše, ni bilo tako prav zgodaj. Jaz sem najprej tekmovala v mlajše kategorije kot mlajša deklica. In zelo malo sem kar začela na urnik trenirati. Skupaj s trenerjem Romanom Krajnikom smo praktično po tečaju, ki je bil par mesecev, začeli kar resno trenirati in že bilo je leta 2000, ko sem postala evropska mladinska prvakinja skupno. Sem zmagala v evropski mladinski pokal in tako je šla pol moja pot sam še navzgor. Plezanje res vlagam veliko energije, skozi vidim, da več bom vložila, več bom nazaj dobila, tako da z začetkom sigurno nisem toliko vlagala. Bila sem tudi v srednji šoli, mogoče una leta, ki si mogoče ne toliko pri stvari, ampak potem, ko sem pa videla, da so rezultati, da se s trudom, z voljo, z vsem, če si res resen, da narediti še boljše rezultate, da se dan praktično biti v samem svetovnem vrhu, se mi pa ni bilo težko odreči. Jaz sem z veseljem to počela, z veseljem sem bila resna pri stvari in v bistvu je šlo kar praktično samo po sebi, da sem jaz toliko padla v bistvu v to noter in vlagala skozi več in hotela še več, da bo še boljše. Tako zdaj sem, kjer sem. S sestro Katjo sva v bistvu res skupaj začeli, skupaj sva se vpisali na tečaj in obema je bilo to res noro dober šport in obedve sva nadaljevali. Tudi bile tekmice v mlajših kategorijah, sva na kakšnih tekmah tudi skupaj tekmovali in to je bilo ful fajn. V bistvu sem imel še en dodatno premagati sestro. Ampak po drugi strani je bila pa to ena pozitivna energija tudi na treningu, tudi doma. Super je bilo skupaj trenirati, ker zdaj skozi manj skupaj trenirava. Katja pleza bolj boulderje, jaz sem bolj v težavnosti. Ampak tako kakšen trening je pa tudi skupaj in se kar spomniš tudi malo za nazaj. Tako malo gledaš način njenega plezanja, ki je vseeno drugačen mojemu, sploh zdaj, ki je v boulderju. In se tudi kaj naučiš, pa reči, to pa res ful dobro naredi. Tako, se mi zdi, da se še zdaj ful dobro ujameva, da tudi mogoče kdaj še več skupaj spet trenirali, bomo videli, kako bo. Pa tudi tako doma je fajn. Jaz Katji ful prvošem, gre na tekmo doma, držim pesti in obratno ona zame, tako da je tudi doma tle ena dobra pozitivna energija. Ja, Maja je zelo taka preprosta, simpatična punca, ki pa zelo rada pleza in je temu športu res predana z vsem srcem, 100% je samo v tem in jaz vidim, da tudi ta predanost pa srce je igra veliko vlogo, da je pol letos res to kratal na tekmah. Ker če tega ni pol, mislim, da bi že prej zaključiš ali pa sploh ne prideš do tega, da res uresničiš svoje sanje. Moje tekmovalno leto izgleda približno takole. Jaz začnem januarja z resnimi treningi, delam tudi v fitnessu za moč. Tako da januarja, februarja, marca in naprej te mesece res kar urnik treniramo, da v bistvu praktično natreniramo za celo leto, potem pa mogoče trening malo spustimo, začnejo se tekme in treba je dobiti feeling tekmovanja in letos mi je šlo to res dobro, sem zmeri, v bistvu praktično skoraj zmeri tudi na tekmah dobro odplezala. Dnevi so pa tako, v bistvu nič posebenega. Vsak dan treniraš, ampak ni to zdaj, da bi trajal to cel dan. Jaz treniram 2 do 3 ure na dan, ostalo imam fraj, ampak ta fraj si jaz ne vzamem, kot zdaj bom šla pa ven žurat ali pa zdaj bom šla pa še poleg tega še za cel dan smučati. Vseeno razmišljam bolj o plezanju in vem, da rabim
počitek, da bom naslednji dan spet lahko dobro trenirala, tako da se tudi v bistvu cel dan vrti okrog tega, več ali manj. Ja, razlog za ta letošnji preskok v narekovajih, vsi mislijo, da sem nekaj novega naredila. V bistvu nisem. Jaz mislim, da je bil velik razlog s tem, ker so se z Romanom še bolj ujela kot prej. Še več so se pogovarjala na treningih, malo razpravljala o treningih, tekmah in imela eno super komunikacijo, zaupanje. In jaz sem šla res dobrim občutkom na tekmo, brez kakršnega koli v glavi nekih zadržkov, nekega strahu. Res, vsi so zaupali vase in s tem sem tudi jaz mogoče bolj zaupala vase kot prej, bila skozi bolj samozavestna in potem so se pa začeli še rezultati in tukaj ni bilo, da bi v bistvu bilo skozi lažje tekmovati, skozi moja samozavest je bila skozi boljša, skozi sem bila bolj prepričana, da lahko zmagam, ker sem praktično imela dober ozadje, tako da jaz mislim, da je skupek vsega tega pol na koncu prinesel skupno zmago in vse te odlične rezultate. Tekma v Kranju je bila pa letos res nekaj posebenega. Jaz sem že zelo komaj čakala, že pred tekmo sem rekla, še Kranj, ful fajn, ker tudi ponavadi dobro plezam in tudi, ki sem hotela dati še ono piko na i in vedela sem tudi, da lahko zmagam, tako da začelo se je ful dobro, v bistvu kar malo presenetljivo, že v polfinalu sem bila skupna zmagovalka, kar res nisem pričakovala. Pričakovala sem boj v finalu med mano in Avstrijko in sem bila res presenečena in ful vesela, da mi je to ratalo že v polfinalu, da sem pol lahko v finale šla res sproščen, uživati še ta zadnjo plezanje in jaz sem si rekla, Maja, probi uživati in kar bo, naredila si letos res že vse in jaz sem probala iti sproščen, sicer sem imela vmes tudi težave, ampak glih ta sigurnost vase, sigurnost v to, da nimam kaj izgubiti, me je pol rešila tistih težav in sem pol šla lahko sproščen naprej in zmagala še to tekmo in dala ono piko na i celi sezoni. Svetovno prvenstvo jaz vseeno zelo pozitivno doživljam. Moj cilj na začetku leta je bil medalja na svetovnem prvenstvu in jaz sem v bistvu se v letu najbolj skoncentrirala na to tekmo. Res sem si želela medaljo, ki jo še nisem imela. In jaz sem bila medalje tudi zelo vesela, sicer malo z grenkim preokusom, ker sem bila tretja v bistvu po neumnosti zaradi kvalifikacije, ker mi je zmanjkalo par sekund, da bi še upela vrh, ampak na koncu sem pogledala, jaz sem šla na svetovno prvenstvo po medaljo, dobila sem jo in sem zelo vesela pa zadovoljna s tem. Občutki, ko dobiš pokal, ali si majhen, ali si že tlele, kjer sem jaz, si zmeri ful vesel. Jaz, ko sem bila prvič na stopničkah takole na državni tekmi, sem bila po mojem kdaj še skoraj bolj navdušena kot zdaj, ker mogoče zaradi samega presenečenja. Vsakeč, ko imaš en cilj in ga dosežeš, ne glede na to, a ti je cilj zmagati svetovni pokal ali državno tekmo ali čisto eno drugo tekmo, jaz mislim, da si zelo zadovoljen, s katerim pač ali je to res tak rang ali je nižji. Pač, če odplezaš, če si zadovoljen s tem in si vesel. Naravne stene so nekaj posebenega, jaz res zelo uživam. Sicer res manj časa preživim takole zunaj, mogoče kje v Ospu, v Miši, ki grem zelo rada. Ampak jaz sem rekla, zdajle je čas za tekme, zdajle lahko to izkoristim, skala bo ostala tam še skozi in tudi, ko bom nehala tekmovati, bom lahko še več v skali plezala, tako da
praktično jaz sem se za to odločila in mi ni problem. Grem pa res zelo rada, kadar imam čas še v skalo, tudi trening je dober, pa še dober občutek je, če si dobro pripravljen, lahko tudi v skali hitro kaj dobrega zlezeš, ni zdaj, da bi mogel res veliko v skali plezati. In jaz sem letos preplezala tudi 2.8C, kar ni slabo, glede na to, da grem parkrat na leto v skalo in jaz sem tudi s tem zelo zadovoljna. Ko sem preplezala 2.8C v enem dnevu, se spomnim, ta dan je bil kar malo po sreči. Mislili smo, da je še ta zadnji dan, ki smo ga ujeli, ki je bil sonček, ki se je dal tam v Italiji, v Baratru še plezati. So rekli, gremo probati, jaz sem probala še 8C zlest, ki sem jo že dostikrat probala. In ratalo mi je v prvem poskusu, zraven je bila še ena 8C, ki sem jo prej sam malo probala in se rekla, nič, probajmo še to zlest, da danes je dober dan, danes je dober občutek in meni je ratalo splezati še to, sicer sem bila že malo zmatrana, ampak sploh ni važno, ratalo mi je obe splezati in jaz sem bila ful vesela, ker sem vedela, da se letos ne bom več vrnila v ta plezališče in sem res dobro izkoristila un dan. V plezanju se da zmeraj kaj izboljšati. Tudi ni toliko star, je dosti mlad šport in jaz mislim, da je vsak let tudi večja konkurenca in punce in fantje so vedno boljše. In jaz mislim, da če hočemo ostati tukaj, kjer smo, biti najboljši, moramo skozi kaj dodati. Če ne, nas bojo mlajši prehiteli, tako da je še veliko stvari za dodati, tudi vsak dela napake in jih proba popraviti. Vsak je v kakšni stvari boljši, v kakšni stvari slabši in je treba one napake popravljati. Tako da jaz mislim, da v plezanju se učiš celo življenje. V bistvu vsak bi sanjal oziroma sanja, da bi se kar vse stvari izpolnile, da bi zlezel 9A, da bi še kar naprej zmagoval, da bi zmagal svetovno prvenstvo, potem, ne vem, zlezel še kakšno dolgo smer. Jaz sanjam zmeraj vse, ker mi je to res tako dobro, ta plezanje. Ampak zdajle trenutno za naprej si glede tekem mogoče res želim to, kar še nisem dosegla. Svetovna prvakinja še nisem bila, potem evropska prvakinja tudi če ne. Sta mi tudi 2 tekme zelo všeč, 2 mastra, in sicer v Arku in v Serševaliju. Na obeh imam že drugo mesto, ampak nimam pa še one zmage, ki si jo čisto vsak let želim, tako da ciljev je še kar nekaj za naprej. Pa tudi v skali je super, če bi preplezala 9A. Jaz mislim, da sem sposobna, ampak treba bo pač sam več cajta temu posvetiti, tako da mogoče tudi to kdaj. Za vse gledalce Gorskih sledi uživajte še naprej v lepih plezalnih trenutkih.